Oče, prosimo te za maziljenje Svetega Duha pri tej homiliji, razlagi Božje besede. Naj bodo srca užgana z vero, upanjem in ljubeznijo. V Jezusovem imenu. Amen. Gremo po berilih in potem izluščimo nauk Božje besede za današnjo nedeljo. Jahve rešuje, kar pomeni Jezus, Ješuah. In Bog je sodnik in rešitelj. Mojzes je videl ognjeni plamen in Gospodovega angela v ognjenem plamenu. Tako se je pred prikazovanjem Device Marije mnogokrat najprej pokazal angel ali celo spregovoril angel. Šele potem je bilo prikazovanje Device Marije. In Bog je poklical Mojzesa iz srede grma. Zdaj imamo ogenj in imamo angela in imamo Boga, ki govori. In celo več, ki se da nekako videti Mojzesu. Kako ga je videl? Ne vemo, pravi, zakril se je obličje, ti ni htel gledati Boga. Vsi so eno, ogenj in angel in Bog, na nek način. Tako je tudi Jezus in Oče sta eno delovanje in eno. Poklical ga je Mojzes. Tako tudi duhovniki, ki so poklicani, odgovorijo, tukaj sem. In to je Mojzes rekel, tukaj sem. Prav iz tega je to vzeto. Tukaj sem, ti me kličeš Gospod. In Gospod Bog govori, stopil sem dol, ker sem videl stisko svojega ljudstva. Vidimo enako pri Jezusu. Jezus je prišel iz nebes, da reši svoje ljudstvo. Bog je torej usmiljen Bog. Zaradi ljubezni je tudi učlovečenje. Bog je bil tudi med svojim ljudstvom v šotoru, pa kasneje v Jeruzalemu, v templju. Tam so oni verjeli, tam je Bog navzoč. Kot mi verjamemo, da je navzoč v naših cerkvah, v tabernaklju, pa navzoč v vsakem živem verniku. In potem imamo, kako ti je ime. Če pridem k Izraelcem, kako je tvoje ime? In ime je zanimivo. Ime je jaz sem. Ali jaz sem, ki sem, ali jaz sem podaljšenem smislu tukaj, da ti pomagam. Vsekakor gre za čisto bivanje. In tudi, ko mi v sami sebi razmišljamo, vidimo, da je naša največja misel naše bivanje. Jaz sem, jaz bivam. Tako kot je rekel tudi Descartes, mislim, torej sem. Torej, mislim, če sem, torej sem. Torej, jaz bivam. Bivanje samo je tisti zadnji atribut na nek način Boga. Jaz sem. In Jezus pa je jaz sem rešuje. Ješuah, se pravi Jahve rešuje. Kako moje ime? Jaz sem je moje ime. In to moje ime boste uporabljali do konca, torej dokaj se ne vidimo v nebesih. Tudi Jezus sam je večkrat odgovoril za jaz sem. Kot skrajšano ime, torej kot ime Boga. Jaz sem, Jehova, kakorkoli se to pač izgovarjalo. To je pomembno. Po Gospodovo ime imamo mi tudi v Oče našo, ko Jezus moli. Pravi, vi pa takole molim, Oče, na posvečeno bodi tvoje ime. Se pravi, ime Jahve je ime Očeta. Ne vidim neke druge razlage. Jahve je Oče. Jezus je pa Bog od Boga, Bog od Očeta. Jezus pomeni Oče, Jahve.
rešuje. Jaz, ki sem, rešuje. To je pomeni, je naše odrešenje po Jezusu Kristusu, je očetovo odrešenje. On sam rešuje. Jahve, Oče. Center Svete Trojice je Oče. In Oče je edini, ki se ne rojeva in kateri ne izhaja. Zato tudi imamo pri Sveti Maši, imamo po Jezusu Kristusu v Svetem Duhu, častimo Boga Očeta. Toliko za pomoč tistim, ki se sprašujejo glede Svete Trojice. Še posebej je to, ne takrat, kada molimo obrazce, ampak kada hočemo osebno nagovoriti Boga, je takrat veliko težje, če nimamo nekega spoznanja o Bogu, o Očetu in kako naj mu pristopamo. Tako pravi psalm, Gospod je milostljiv in usmiljen. Kdo? Bog je milostljiv in usmiljen. Ali si ti mogoče Bog? Si ti vse to ustvaril? Navaden cvet, ki pride iz zemlje. Si ti vse to ustvaril, to veliko modrost, ki je okoli nas, ki se vsake stvari vidi? Ali je nastalo iz nič? Kako naj iz nič nekaj nastane, če ni v ozadju neka mogočna sila? To je šele čudež, da iz nič nekaj nastane. Brez razloga in brez vsega in še iz nič. Torej, Boga, Bog je usmiljen. Bog stvarnik, kajti iz stvarstva računamo na njega, stvarnika, in iz njegovega razodetja. Apostol Pavel nam govori, da je ljudstvo bilo rešeno iz Egipta, šli so skozi morje, kjer so bili kakor krščeni v Mojzesa in potem so jedli eno in isto duhovno hrano, vendar so godrnjali. Da tudi mi godrnjamo zaradi nevere veliko. In kakor je ljudstvo, ki je bilo izbrano, godrnjalo in se Bogu upiralo, so ostali v puščavi. Tako naj tudi mi, ki imamo krst, ki imamo svojega Mojzesa, Jezusa Kristusa, ki smo izbrani kot kristjani, torej smo izbrani ne samo duhovniki, vsi smo poklicani, da vršimo Gospodovo voljo, Božjo voljo, ne godrnjajmo. Je Bog nad nami. In drugače ne bomo prišli do konca, kako tudi Izraelci niso prišli do konca. Zato pravi Jezus, preobrnite se. Kljub temu, da ste izbrani, kljub temu, da vam Bog govori, kljub temu, da Bog dela čudeže, preobrnite se. Kajti približalo se je Božje kraljestvo. Naša volja mora biti izkazana v naših dejanjih spreobrnenja. Imamo Galilejce, ki so bili ubiti, potem imamo tiste, ki so v nesreči, na njih padel stolp. Ampak Jezus pravi, oni niso bili večji grešniki kot vsi ostali, ne mislite si. Če se pa ne boste spreobrnili, boste vsi tragično končali. To gre za tragično smrt. In tragično končanje življenja je to, da ne posedujemo večnega življenja v naši duši in po smrti. To je tragična smrt. Zato moramo se spreobrniti v tem času, ki nam je na voljo. Mogoče živimo še eno leto, mogoče en dan, mogoče en teden. Pa nekaj pričevanj na tista drevesa, na smokvo. Tudi Izraelci govorijo o 4000 let starih čudežih, ali pa Jezusove čudeže beremo 2000 let stare. Pa jaz še enkrat ponovim to, kar se resnično tudi sam še danes čudim. Ko
pravi Jezus o smokvi, ki ni dajala sadov, sem prišel na župnijo, Sveti Venčeslav, in tam je bila ena smokva in je rekel sosed, posekajte jo, ker je bila 1 meter visoka, nič ne raste, samo listje, pravi. Pred 15 leti jo je posadil župnik Šela. In jaz pa sem jo začel blagoslavljati, nisem jo posekal, kot je rekel sosed, ampak sem začel blagoslavljati. Blagoslovljeno vodo sem jo pošprical večkrat, da sem šel mimo, sem izrekel blagoslov. In tisto prvo leto je že rodila sadove na jesen. Se pravi, to je bilo, kako sem prišel, nekaj avgusta. Na jesen so želi prve male takšne smokvice. In potem je ta smokva rasla, tako da je danes tako velika, da je velika skoraj kot oreh. Take velike smokve jaz še nisem nikjer videl, kot je ta. Ampak je nisem torej posekal, ampak sem jo blagoslavljal. Tako tudi mi uporabimo blagoslov za to, da vidimo neki uspeh. Spomnim se, ko sem ravno bral o teh blagoslovih in nekako verjel sem, blagoslavljal sadike paradižnika. In potem dejansko tisto leto jaz še kaj tega nisem videl. Takšni paradižniki so bili, samo jaz jih nisem videl rdeče, ampak so bili še zeleni takrat, ko si jih na koncu videl. Ampak takih velikih jaz nisem videl. Še. Prav tako sem imel tam na vrtu eno divjo breskvo, ki se mi rekel, poslušaj me, sem rekel, če mi letos ne daš sadov, jaz te posekam. V imenu Jezusa Kristusa jaz ti povem, letos moraš dati sadove, drugače te posekam, ker je skozi bila suha, vsa leta tam je bila, ni bilo ene breskvice gor. Tisto leto je začela roditi in potem vsa leta, tako da je bilo toliko teh breskv, da so tam ležale po tleh, niti nisem imel časa jih ne jesti, pa ne pobirati. In ne moramo pravzaprav verjeti, da je to bilo res. Torej, če so se spreobrnila smokva, pa če se spreobrnila breskva, imamo možnosti tudi mi. Še je tudi za nas neka možnost, da se spreobrnemo. In ko se spreobračamo, začnemo najprej pri smrtnih velikih grehih, ne smemo jih več delati. In potem bodimo naprej čujevoči. Sveta spoved je potrebna. In potem dalje naprej pazimo, kako živimo. Moram pa nekaj povedati, če človek ni bil 1 leto pred sveti spovedi, je v smrtnem grehu. Umreti v smrtnem grehu je zelo nevarno. Potem, če ni bil pri svetem obhajilu enkrat na leto, je prav tako v smrtnem grehu. Torej, vsaj velikonočnem času pravi cerkveni nauk, cerkvene zapovedi. In si tudi smrtni. Ko si smrtni grehu, ti gre vse narobe. Nisi popravil situacije. In toneš duhovno, nimaš pravega spoznanja, nimaš moči, da se postaviš na noge. Umreti brez kesanja, brez spovedi je zelo nevarno. Večina, velika večina tako umira. Brez Boga, brez kesanja, brez prošnje za odpuščanje. Večina. Spomnim se kolega, s katerim smo včasih igrala kakšno partijo, in on ni se mogel govoriti kaj dosti o Bogu, tako pač nekaj, ni hodil v spovedi, vse življenje ni bil pri spovedi. In potem sem videl, da je že nekoliko ubogi, sem ga povabil v bife, da pač nekaj spijemo, ko pivo pa kavo, in tam sem mu predlagal spoved, kar v bifeju. In on je privolil in sem mu pri tej spovedi pač pomagal in sem mu dal odvezo tam v sredi gostilne, sicer zunaj še je bilo, sem bilo že na vrtu, sem mu dal odvezo grehov. Dejansko je umrl potem čez mesec pa pol,
mesec pa pol je umrl. Ampak je bil hvaležen. Je rekel, ko se včasih malo šalil, pa tako je rekel, merci beaucoup. Je rekel, najlepša hvala za sveto spoved. In sem vesel, da se je to zgodilo. Torej, idimo k spovedi. Ni vseeno, kako umremo. Še posebej, če ste blizu smrti. Še posebej, če ste že v letih, kjer vaši umirajo. Ne pozabimo. Danes je bilo berilo o tem, da Jahve rešuje. Ali Ješuah, ali Jezus. Oče rešuje tvoje življenje po Jezusu Kristusu. Amen.